12 let po smrti Slobodana Miloševića med sojenjem za vojne zločine nekdanji srbski voditelj spet deli svoje občinstvo. Tokrat kot lik v mjuziklu. Beograjska pisateljica Jelena Bogovac se v delu bolj osredotoča na Miloševićev osebni odnos z ženo Mirjano, hčerko Marijo in sinom Markom, kot pa na zloglasno politiko. Milošević se je leta 1989 pridružil valu nacionalizma, ko se je v vzhodni Evropi zlomil komunizem. Srbijo je vodil v desetletju vojn v Bosni, na Hrvaškem in na Kosovu. Na premieri mjuzikla je v Gračanico v srbski enklavi prišlo približno 200 kosovskih Srbov, ki pa so izrazili zelo mešane vtise. Tudi to, da gre za veliko gledališko manipulacijo in prevaro. Milošević v enem prizoru svojo hčerko rešuje zaradi slabega finančnega stanja radijske postaje. V drugem je rekel sinu, naj ne pregreje vode v družinskem bazenu. Predstava je sicer razočarala Albance, ki tvorijo večino na Kosovu. To je leta 2008 razglasilo neodvisnost, ki pa je Srbija in kosovski Srbi ne priznajo. Na poplavljenih področjih Jave v šoli ne učijo samo branja in pisanja, ampak pazijo, kako ohraniti noge suhe. Skoraj vsak dan pride namreč morje, ki je sicer oddaljeno približno 3 km do mesta Panta Bahagija, po slovensko vesela obala in med drugim spremeni učilnice v močvirje. Pravzaprav je celoten kraj skupaj s pokopališčem vsak dan ob plimi poplavljen. To pa je opozorilo, da lahko pride do potopitve celotne obale, na kateri živijo ljudje. Visoke plime so opazili že leta 2000, a sedaj je položaj še bolj resen. Strokovnjaki menijo, da je Indonezija otočje s tisoči otokov in s približno 81.000 km obale vse bolj ogrožena zaradi podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek s svojim onesnaževanjem. Uničeni so veliki mangrovski gozdovi, ki delujejo kot naravni nasipi, katerih funkcija je preprečevanje obalne erozije. Vlada si prizadeva z okoljevarstvenimi skupinami obnoviti mangrove, zgraditi nasipe in preseliti najbolj ogrožene prebivalce. A mnogi od njih nimajo možnosti, da bi se preselili v notranjost. Zasegli so 4,7 ton kokaina skritega v pošiljki banan namenjenih za izvoz v Belgijo. Pošiljka pripada kolumbijskemu zalivskemu klanu, največji kriminalni združbi v državi. Drogo, ki je vredna približno 350 milijonov evrov, so našli v zabojniku na tovornem terminalu pristanišča Turbo v Karibskem morju. Kolumbija ostaja ena vodilnih svetovnih proizvajalk kokaina z letno proizvodnjo približno 826 ton. Kljub temu, da si kolumbijska vlada prizadeva v boju proti gojenju in prometu s prepovedanimi snovmi. Kmalu bo obletnica potresa, cunamija in jedrske nesreče, ki je pred 7 leti prizadel Japonsko. Potres z jakostjo 9, največjo zabeleženo stopnjo na Japonskem in eden od 5 najmočnejših na svetu, je hudo prizadel obalo severovzhodne prefekture Miyagi. 6-minutno tresenje tal je povzročilo poškodbe celo na 373 km oddaljenih stavbah. V roku pol ure so mesta, ki so obkrožala japonsko severovzhodno obalno linijo, dosegli cunamiji. Valovi so bili večinoma visoki do 5 metrov, rekordni val pa celo 40 metrov. Umrlo je več kot 15.000 ljudi. Več kot 65% je bilo starejših moških in žensk, ki niso uspeli priplavati na varno. Več 100.000 ljudi je še dolgo živelo v evakuacijskih centrih. Mnogi se nikoli niso mogli vrniti v svoje domove. Cunami je prizadel tudi jedrsko elektrarno Fukushima Daiichi in sprožil zlom v 3 reaktorjih ter izredno jedrsko krizo. Po 7 letih operater še nadaljuje boj razgradnje okuženih reaktorjev, kar bo verjetno trajalo desetletja in bo stalo več 10 milijard dolarjev.